Ok, pač tako vprašanje za vse, na katerega bo mogel vsak odgovoriti. Tak najljubši skladatelj, ki ste ga spoznali pač preko animejev. Skladatelj ali band? Skladatelj, pevec, band, karkoli v bistvu. Oh, that's a hard one. For me it's probably Flow. To smislo reči. Flow, ne samo anime komadi, ampak vsi komadi še danes full rad. Recimo na Crunchyrollu imajo cel koncert in ga, ko ne vem kaj bi poslušal, samo ta koncert dam on, zato ker Flow imajo... so... Čakaj, Flow je imel tudi Go? Go, ja, tako. Ja, imeli so več jih, tako da, tudi imeli so v... Pa oni so tudi imeli Gijasa. Kot Gijasa so imeli. Ja, pa v Shippudenu so tudi imeli, ne? Ja. Tako da... Oni so res legenda. Zame osebno pač... Jaz jih nimam veliko, jaz imam recimo ta Lisa, ki ima dosti Sword Art. Lisa je cool. Pa Steins Gate, večina muzika je stan, ampak ne vem, kdo točno je skladatelj. Good point, ne, tudi jaz ne. Tam je pa večina, kar je bilo full dobro. Čak, Lisa je bila tudi v Fateu je bila tudi, ne? Fate Stay Night Unlimited Blade Works je bila tudi Lisa, ne? Ja. Zelo možen, ja. Mislim, zame je pa Yuki Kajura, pa vse izpeljanke, vse bende, ki jih ona ustvari. Tudi Fate Zero je bila Fiction, Lisa. Junction, Kalafina, to, kar je vse od nje. To smo vse imeli tukaj, bravo mi. Ja, čakaj? Kaj ste imeli tukaj? Kalafina smo imeli. Ne! Mislim, v Gracu, no, smo jo delali. Oh, fuck. Denis, kaj ne nič prebraješ, no, kaj za to? Oh my god, mi pa cel... Ja, to pa vem, ja, pa takrat, pa ful tako v redu bilo takrat, mislim, celo folk v redu. Ja, daj še poveš še malo bolj, koliko je bilo v redu. Ej, bom memoir spisal, pa bomo prvi, ki bo spelček. Mislim, kar kaj, ampak to smo glih včeraj gledali. Yuki Kajura je bila tako, je v anime sceni aktivna od leta 95. Ja. Pa še vse do tedaj pač. Ta, Sword Art online film, ta nov, 2022, ki ga bomo šli danes gledat, je tudi ona pač večino soundtrackov, ali če ne vse soundtracka, ona skladateljica. Kino gremo! No, za Grege jaz mislim, da vem, kaj bo rekel, ampak povej. Ja, sej, spoznal sem jih preko Hunter x Hunterja. Prvi ending je bil... Hunter. Hunter x Hunter je. Hunter x Hunter. Se izgovori, da je ni res. Hunter x Hunter, jaz se strinjam. To ni res. Spy x Family. Hunter x Hunter. Imamo res to debato. Vsako epizodo moram rebutati to. Če originalni avtor reče, kako se izgovori, pa se tako izgovori. Spy Family je Spy... Enaka stvar je pri GIF-u, ne, ki je graphical animation, pa avtor prav, da je GIF. Ja. Tako da... No, it's GIF. It's G-I-F, therefore GIF. Hunter x It's not Hunter. G-I-F, like J-I-F-F. Ja, ampak je tako rekel, ne, da je pač... In je tako... Avtor tega je... Ne, on je bil podkopljen. Nekdo, ki ima full, ne vem, veliko stejkov noter, da je GIF, je očitno ga podkopil z GIF-om. I don't believe it. Sem čakal, katera skupina je bila? Je imela ta opening so imeli tudi od Parasite de Maxim. Ja, to bi se dobro. Čak, od Parasite. Parasite opening. Ja, tisto je bilo dobro. In to so ljudje Fear and Loathing in Las Vegas. To so oni, ko sem njih slišal, ta growling, ta pop in rock in vse skupaj zmešano. Sem si tak želel neke boljše slušalke, da bi lahko res slišal te base, ker... Ne, oni so bili pa eni prvih, ki so se upali to narediti, tako da... Ej, če res, kak sem vedno sanjal, da bi jih lahko v živo slišal. Pa Denis vozil skupine in sem bil like, nekega dne. Sprav, naslednje leto prepeljamo... Ja, YouTube rabo 30,000 €. Monetize. Za Kalafino, nažalost, to ne bo več mogoče. Kdaj so že razpadli ene par let nazaj, ne? Mislim, da je bilo to 2013, ko smo mi delali. Ja, ne, to je tako. Ja, razpad je bil pol... so pa kasneje. Mislim, da 16, 17, nek tam. I don't exactly know. Nisem ful ne sledil, ker je preveč mild zame bilo, tako da... Mild. I mean, but the beautiful vocals though, and the melody. Ja, ne, sej... Very clean.
Very clean, ja, to pri meni ne flya, to je tisto. Dirty boy. Ne, samo na splošno, da pa smo imeli v Sloveniji koncerte, pa japonsko muziko, pa vse to. Denis, to te moram res počastiti, like seriously. Sej še bo. Dude, ker celo svojo srednjo šolo, pa mladost sem samo anime openinge poslušal. Jaz nisem vedel nič, kaj je popularna muzika, kaj je ostalo. Jaz si nisem upal dati ljudem za poslušati mojo muziko, ker je bila preveč... Now you know how I feel. In jaz sem zdaj zato toliko vesel, da so bendi, ki smo jih mi delali na začetku, pa sem jih videl live in sem rekel, to bo uspel in da so zdaj hardcore popularni. Lej,